Spoštovani, vsem prav lep pozdrav na današnji prvi tiskovni konferenci v moji novi vlogi kot predsednika Komisije za preiskavo ozadja tako imenovane afere Patria in sicer tistega dela, ki je bil doslej bolj ali manj javnosti zamolčan, kot izhaja iz sklepa Državnega zbora o določitvi pristojnosti naše komisije. Tema, ki je zagotovo taka, da zasluži vso pozornost, zato tudi sem hvala še enkrat za res veliko udeležbo, to pa je oviranje dela, pravzaprav v bistvu šele začetka polnega dela te komisije. Komisija, veste, da je sicer svojo pot začela zelo dobro, da je že na prvi seji sprejela dokazni sklep, kar uspe le redko. Potem so trije poslanci iz vrst vladajoče koalicije dodali še svoj manjšinski dokazni sklep. Zahtevali so pač določena dodatna dejanja, kar je po poslovniku vsekakor možno in ima vso pravno podlago. Tako je zdaj komisija, oziroma tudi jaz kot njen predsednik, pri svojem delu zavezana dvema sklepoma. Po enem osnovnemu sklepu o delu komisije, osnovnemu dokaznemu sklepu in tudi temu manjšinskemu sklepu. Tak sklep se lahko tudi še naknadno, kadarkoli dodatno pojavi. Katerikoli trije člani komisije imajo pač to pravico, da svojimi podpisi zahtevajo izvedbo dodatnih dokazov oziroma dejanj preiskovalne komisije in tudi to seveda bomo pri našem delu upoštevali. Tisto, zaradi česar smo pa sklicali tiskovno konferenco, pa je izjemno slaba izkušnja z državnimi institucijami. Namreč ves čas, ker sem zdaj predsednik, veste pa, da je to že sedaj 2 meseca, izgubljam bodisi s zaman vabili posameznikov na seje in po drugi strani, kar je še veliko bolj sporno, z pozivi različnim organom in institucijam naj nam posredujejo zahtevano gradivo, ki je zajeto v teh dveh dokaznih sklepih. Prav vse, ampak poudarjam, prav vse gradiva, ki so zajeta bodisi v osnovnem sklepu, v osnovnem dokaznem sklepu, kot tudi v tem manjšinskem dokaznem sklepu teh 3 članov iz vrst vladajoče koalicije, smo že zahtevali vsa gradiva, brez izjeme. Vendar, kot veste, je doslej bilo pravzaprav prejetega gradiva sorazmerno malo, če smo direktni, samo tisto, kar se je že nahajalo v Državnem zboru, je uradno prejela naša komisija. Vse ostalo praktično do tega trenutka še čakamo. Kako pa je s tem v praksi? Pa samo en primer, ki je tako zgovoren, da upam, da bo povsem jasno, kdo ovira in s kakšnim namenom delo te komisije. Pokažem zaporedje, nekaterih dokumentov ne bi zdaj mogel pokazati v celoti, če bo potrebno jih lahko anonimiziram, ker pač obsegajo tudi nekatere osebne podatke, vendar za tisti del, ki ga hočem prikazati, bo tole več kot dovolj. Poglejte, v osnovnem dokaznem sklepu, pa tudi v tem manjšinskem dokaznem sklepu, je predvideno, da se povabi in pač zahteva tudi nekatere dokaze v zvezi s gospodom Dragom Kosom, nekdanjim predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije. Zato, da bi mu lahko uradno vročili vse ustrezne dokumente, zato, da bi lahko izvedli vsa dejanja, ki izhajajo iz teh 2 dokaznih sklepov, tudi tistega, ki so ga predlagali vladni poslanci, smo se obrnili na Ministrstvo za notranje zadeve z najprej dopisom po elektronski pošti, s katerega, kot vidite, na prvem mestu piše Drago Kos, nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, potem še s pisnim dokumentom, spet je na prvem mestu Drago Kos, in dobili naslednji odgovor. Se ne boste verjeli, ne? To je, kot vidite, dokument s Ministrstva za notranje zadeve, z uradno glavo, priimek in ime, posredovanje podatkov iz centralnega registra prebivalstva. Drago Kos. V centralnem registru prebivalstva je 18 oseb z navedenim osebnim imenom. Prosimo torej za podrobnejše podatke in potem kasneje, če pokažem na drugi strani, predlagajo, da jim pošljemo EMŠO te osebe, pa še nekatere druge osebne podatke. Zdaj, gospod ministrico za notranje zadeve, vljudno prosim, da naj mi čim prej, po možnosti takoj, posreduje teh
18 dragov kosov, ki so bili predsedniki Komisije za preprečevanje korupcije, tako kot je jasno v našem temeljnem dopisu, oziroma elektronski pošti poslanem prvem dopisu. Zagotavljam, da bom vseh 18 bivših predsednikov za preprečevanje korupcije s imenom in priimkom Dragov Kos zaslišal na naši komisiji. Kolikor pa tega ni, pa jo pozivam naj takoj odstopi. Ker gre za očitno oviranje uradne institucije, ki ima ustavno in zakonsko podlago in je tako delo, ki nima primere v katerem koli prejšnjem obdobju, pri katerikoli vladi, bodi si Drnovškovi, Ropovi, Janševi, Bajukovi, tako delo v sramoto tistemu, ki ga upravlja in tudi v sramoto tej državi. Tukaj gre za očitno oviranje dela komisije in kolikor teh 18 bivših predsednikov preiskovalne komisije gospa Katarina Kresal ne bo posredovala, bo to očiten znak, da vladi niti slučajno ni do tega, da bi se prišlo tej zadevi do dna. In to je samo en majhen detalj iz zgodbe, za katero uporabljam pravzaprav zadnje čase ves čas, pa komisija še niti pošteno ni začela z delom. Jaz upam, da 24. pride na zaslišanje vabljeni, to se pravi Milan Cvikl. Veste pa, da prvo predvideno zaslišanje za gospoda Toneta Ropa pa smo prestavili na njegovo željo, namreč potem najprej morate vedeti, kako je zgodba šla. Najprej sem ga neformalno vprašal, kdaj bi imel čas. Prišel je odgovor, da tam do aprila meseca nima časa, potem pač, kot jasno, komisija mora začeti z delom, sem poslal uradno vabilo, tako kot je bil na razpolago čas in so tudi izrazili ostali člani komisije, da imajo takrat čas. Vendar se je potem gospod Tone Rop opravičil. V tem opravičilu pa je navedel datum 4. marec, ko ima čas in bi se tega lahko udeležil. Jaz sem takoj šel maksimalno pač njemu na roko in prestavil sejo komisije na 4. marec in 4. marca zjutraj zato, ker je sicer to dan, ko zaseda državni zbor in med sejo ne moramo imeti preiskovalke, lahko jo imamo pa predtem ali eventualno potem, sklical sejo komisije, tako kot je želel in seveda takrat pričakujem udeležbo Toneta Ropa. Na vseh zaslišanjih pa pričakujem tudi seveda udeležbo vseh članov komisije, tako iz vladnih kot opozicijskih vrst in njihovo tvorno sodelovanje. Sam pa bom, verjemite, storil vse, da se tej zadevi pride do dna. Tudi ob takih zadevah, kot smo s tem bili priče ravno kar nesodelovanja ali pa če sem zelo diplomatski, nenavadnega sodelovanja gospe Katarine Kresal oziroma Vlade Republike Slovenije, ko gre za posredovanje za delo komisije nujnih podatkov.